Hvaljen Jezus in Marija, spoštovani verni, pa tudi neverni, bodite lepo pozdravljeni v oddaji Drugi Vatikanski koncil Nove Binkošti, ko s profesorjem Ivanom Pojavnikom razmišljamo o Drugem Vatikanskem koncilu, o njegovih temeljih, v nauku cerkve, cerkvenih očetov, pa v zadnjih oddajah razmišljamo o rožnem vencu in o molitvi kot prvi frontni liniji. In sedaj nadaljujemo ta del serije, torej Drugi Vatikanski koncil, molitev kot tista temeljna dejavnost kristjanov in cerkve, s profesorjem Pojavnikom. Spoštovani gospod dr. Ivan Pojavnik, lepo pozdravljeni. Prisrčno pozdravljeni tudi vi. Hvaljen Jezus in Marija. Prosimo rožnovensko kraljico, naj nam izprosi Svetega Duha, da bomo se v teh oddajah o molitvi poglabljali v skrivnost molitve in posebej molitve Svetega rožnega venca, ki jo preblažena Devica Marija v svojih prikazovanjih vedno priporoča. Vprašal bi vas tudi v interesu vseh gledalcev, kajti nimamo te prave informacije, kako je nastal rožni venec. Zadnjič sem imel neko debato z nekom na Facebooku, torej na tako lep slovenski izraz, o tem, ali je Devica Marija dala rožni venec s svojimi 5 skrivnostmi, ali pa se je že začel nekje prej med menihi in potem svetim Dominikom. Torej, kako je z nastankom rožnega venca? Da, tukaj glede nastanka svetega rožnega venca piše tale sveti Leon XIII v tej okrožnici Vrhovni apostolat leta 1883. Slavni sveti Dominik, ki je živel v letih 1170-1221, je vpeljal prakso marijanskega rožnega venca za odstranitev ran družbe. Po razsvetljenju zgoraj je jasno videl, da proti zlom svojega časa ni bolj učinkovitega zdravila, kot pripeljati ljudi nazaj k Kristusu, ki je pot, resnica in življenje. In sicer s pogostnim premišljevanjem odrešenja in s priprošnjo svete Device pri Bogu, kateri je dano, da uniči vse herezije. Torej, ta molitev rožnega venca je sicer bila, v samostanih so molili po 150 zdravih Marij, ki so to imenovali že pred svetim Dominikom, so to imenovali psalteri Device Marije. Potem se je pridružilo tudi premišljevanje skrivnosti in tukaj tale svetnik, sveti Dominik, ima glavno zaslugo pri tem, ker on je molil 1000 zdravih Marij na dan. In je potem tudi to molitev rožnega venca, ki pa še ni bila dokončno oblikovana, potem peljal tudi v boju proti krivoverski sekti Albižanom, ki se je takrat širila in jo nobeden ni mogel premagati. On jo je pa premagal s to molitvo rožnega venca. Ampak končno obliko, kakor molimo sedaj, sveti rožni venec je dal papež sveti Pij V. Torej papež, ki je potem tudi bil papež v času bitke pri Lepantu 7. oktobra 1571, kjer so kristjani porazili turško brodovje. Zato oblikovanje te molitve rožnega venca je trajalo nekaj stoletij. Dejali ste, da so že molili 150 zdravih Marij, prej po samostanih. Tisto se spomnim, ko ste nas tudi učil, da
zaradi 150 psalmov, nekako posnemali so se psalmi. Potem ste dejal, da druga stopnja je bil sveti Dominik, ki je dodal skrivnosti, in tretja stopnja, ta končna oblika rožnega venca, pa je dodal papež takrat pred bitko pri Lepantu, ko so vojaško porazili turško ladjevje, ki je kot Turki, tudi danes se zelo nekaj komplicira situacija v svetu, ki so vedno ogrožali in Rim in celotno Evropo. Bi pa vprašal tole, prvi del rožnega venca je direktno Božja beseda, kaj pa drugi del rožnega venca, Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas, to pa je kot prošnja. Kaj je ta drugi del bil dodan v tem času tega vojaškega spopada pri papežu? Torej, na to vprašanje ne bi mogel odgovoriti, ker točno ne vem, kdaj je bil dodan torej ta drugi del, ampak ta papež papež Leon XIII piše, da on je verjetno dodal to, ker je pravi, da je premišljevanje skrivnosti s priprošnjo Device Marije pri Bogu, kateri je dano, da uniči vse herezije. Ampak glavna stvar je ta, da ta molitev svetega rožnega venca je bila po navdihovanju svetega duha dana iz nebes, torej v 12. stoletju in se je potem razvila v naslednjih stoletjih zaradi upadanja binkošne razsežnosti cerkve. In se je v teku stoletij izkazala kot zmagovita molitev gornikov Marijinega brezmadežnega srca in Jezusovega Božjega srca. In zakaj se je izkazala kot zmagovita molitev? Tukaj bi navezal na misel oziroma trditev svetega Janeza Pavla II., ker pravi, nikjer drugje, kakor molitvi rožnega venca, sveti duh globoko povezuje Kristusovo pot in Marijino pot in zato tudi pot gornikov, to se pravi nas, ki se vzpenjamo na te dve odrešenski gori, Marijinega brezmadežnega srca in Jezusovega Božjega srca. In je zato to čudovita molitev, torej gornikov ali hribolazcev teh dveh odrešenskih src. In to je prva razsežnost, torej te molitve svetega rožnega venca. Potem druga razsežnost, kakor nikjer drugje, se v tej molitvi žena odeta soncem v Kristusu, presvete in zmagoslavne trojice, se je izkazala ali se izkazuje kot prva sodelavka Očeta in Sina in Svetega Duha in zato zmagovalka nad herezijami, s katerimi Satan zmeraj je napadal in napada potujoče katoliško ljudstvo ali cerkev. Ker sveti Avguštin je rekel, da Satan je napadal cerkev v času Rimskega imperija z velikimi preganjanji, kakor lev, sedaj pa, ko je cerkev dobila svobodo, civilno svobodo leta 313, sedaj pa napada cerkev kakor zmaj s herezijami. Torej, to je veliko bolj nevarno. Pravite, da je rožni venec nedvomno bil navdahnjen iz nebes in je kot takšen, kot dar prišel na svet, še posebej zaradi herezij. In ravno v zadnjem času imam na nek način stik z neko malo drugačnim pristopom do nekaterih katoliških resnic. In Albižani so bili tisti, ki so ločevali materialni svet oziroma tam manihejsko neko materialni svet, ki bi naj bil od zla, pa duhovni svet od Boga. Ali je to ta herezija bila? Da, to je že bila takrat v 12. 13. stoletju se širila, torej ta herezija, kakor vi pravite. Ampak poudaril bi to, da sveti Hieronim, ki je
rojen bil v Stridonu, to se pravi na današnjem Krasu, in je imel tudi stike z devicami v Emoni, današnji Ljubljani, in sta ohranjeni tudi 2 pismi devicam v Emoni, to se pravi, da je obiskoval tudi Emono, današnjo Ljubljano. On je največji razlagalec Svetega pisma, je umrl leta 420, pravi, herezije so vino zmajev. To pravi na podlagi Svetega pisma. Herezije so vino zmajev, ker bijejo vero v srcih vernikov in s tem ubijajo Kristusa, ter zato ropajo vernike večnega zveličanja. Torej tukaj vidimo, kakor je rekel ta papež Leon XIII v tej okrožnici vrhovnega apostola, da Bog je dal Mariji moč, da uniči vse herezije. Torej, to je velika stvar, ker vedno Cerkev ogrožajo herezije. In vidimo tudi danes po drugem Vatikanskem koncilu, da nas ogrožajo herezije. Torej, herezije kot neke vrste duhovni, doktrinalni napad na Cerkev. Poleg vseh drugih napadov, da grešimo, se pravi osebno Cerkev, bi delno včasih mogoče izbere kakšne napačne ali pa začasno napačne poti. To je ta potem celoviti napad, pa tudi pritisk sveta v zadnjem času. Ampak pritisk tudi nekaterih bratov, kristjanov, protestantov, ko pravijo, da je rožni venec blebetanje in pa da ni svetopisemsko. Kaj bi rekli vi glede na to, ali je, ker vi ste dejal, da je tudi povezava z ženo 12. poglavje, 12. poglavje knjige Razodetja, zmagovita žena v boju proti zmaju. Torej, to je vsekakor svetopisemsko, ne? In ni to izven Svetega pisma, torej molitev rožnega venca in besede, ki so tam. Seveda, to nikakor ni izven Svetega pisma, ampak je povezano s Svetim pismom, ker najprej v tej molitvi povezujemo angelski pozdrav, torej nad angela Gabriela, devica Mariji, zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj. Torej tukaj imamo čisto molitev osredotočena v skrivnost odrešenja, zato vsaki zdravi Mariji je v središču Jezus. Torej je skrivnost učlovečenja, ki je največji čudež Svetega Duha v zgodovini stvarstva in v zgodovini odrešenja. Zato smo vedno povezani s tem čudežem odrešenja, iz katerega potem izvirajo vse milosti, torej in vsi nadaljni čudeži, ampak najprej je čudež učlovečenja. In tukaj Marija je kot Božja mati neločljivo povezana v Svetem Duhu z tem čudežem od učlovečenja Božjega Sina. In ravno v tem čudežu je zasijala kakor prva sodelavka Presvete Trojice, torej žena odeta s soncem zmagoslavne Trojice. Poglejte, tukaj smo v središču Svetega pisma. Protestanti tega ne vidijo, zaradi tega, ker ne častijo Božje matere Marije, ampak to že Luther ni častil, to je dediščina Lutra. Ampak mi smo v središču Svetega pisma, vedno, zdaj bom to še omenjal, da rožni venec osredotoča v glavne skrivnosti Svetega pisma. Ampak jaz bi omenil tretjo stvar, namreč zgodovina kaže, da vsako toliko časa so potekali tudi veliki napadi zoper Cerkev, ko je Satan mobiliziral veliko satelitsko vojsko upornih angelov in ljudi. Pri tem je hierarhija demonov vodila hierarhijo ljudi, tako da so delovali sinhronizirano. In to je bila moč takšnih napadov, da so te sile delovale sinhronizirane v boju proti Božjemu ljudstvu. Zdaj vidimo v zgodovini, da Kristus je vedno raztegnil svojo zmago na Cerkev, ki je bila ogrožena ob takih silnih napadih, po Mariji, ki je kraljica in mati Cerkve. Vedno je Kristus to delal in to dela tudi danes. Zakaj? Zato, ker
v molitvi rožnega venca Sveti Duh sinhronizira vojsko krščanskih orbitalnih voznikov v Marijinem brezmadežnem srcu in v Jezusovem Božjem srcu z delovanjem 9 angelskih zborov in potem zborov svetnikov v nebesih in z vojskujočo se cerkvijo na zemlji. Zato je ta cerkev sinhronizirana v boju, smo sinhronizirani, ne tekamo sem in tja, ampak smo sinhronizirani, se bojujemo po Božjem načrtu in ker smo sinhronizirani, moramo vztrajno in enodušno moliti. Moramo vztrajati, ker to je duhovni boj. In potem, ko cerkev vztraja in enodušno vztraja, kakor so apostoli vztrajali z Marijo v Binkošni dvorani, tedaj premaga, to kaže zgodovina, tedaj premaga veliki napad, torej te orbitalne vojske, torej Satana. To se je večkrat zgodilo že v zgodovini. V privatnih razodetjih sedaj v svetu in v zadnjem 20. pa sedaj v 21. stoletju Marija vedno opozarja na molitev in obrnitev nazaj k Bogu, pa tudi molitev z njo. Potrjuje to, kar ste vi povedal. Zanimivo mi je bilo tole, ko ste dejali, da je zlo tudi hierarhično na zemlji povezano z svojimi ljudmi. In zanimivo, da prav ta številka 666 se pojavlja sedaj na vseh javnem življenju, dostikrat skrita, velikokrat prikrita tako malo, ampak že sama ta simbolika in v internetu in drugod na teh kodah in tako naprej, so te 3 šestke in so na nek način v neki organizaciji in moči ljudi, ki obvladujejo ta svet po načrtu hudega duha, ki vedno prihaja samo, da kolje, krade, uničuje, ubija in pa zasužnjuje. In ti mnogi ukrepi sedaj globalnega sveta, kot pravite, na nek način tudi iz koordiniranih in sinhroniziranem duhovnem napadu na tem svetu, ponudijo neko digitalizacijo kot neka nebesa, potem zdaj pravijo večno življenje bi lahko z to tehnologijo dosegli pri ljudeh, potem ljudje bi naj odvzeli vse in potem imamo zdaj to za digitalizacijo denarja, se pravi, ker nas tudi lahko se potem popolnoma zasužnjimo. Tako da vidimo te duhovne napade in načrt za ljudi. Po drugi strani pa ste rekel, da je cerkev tudi organizirana duhovno, hierarhično in se tudi kot neka druga vojska duhovno bori zoper te duhovne napade. Sedaj prva razsežnost, ste rekel, gospod profesor, je to, da da Marijino vlogo v center odrešenja, kjer je tudi mesto. Druga razsežnost molitve rožnega venca, ste dejali, je proti herezijam. Tretja razsežnost cerkvena rožnega venca je pa, ker imam malo slab spomin, lahko ponovimo še to tudi zaradi mene, pa zaradi vseh, ki gledajo. Tretja razsežnost je katera bila? Torej, da zoper sinhronizirane napade. Aha, sinhroniziranost. Sinhronizirane napade te vojske demonov in ki je organizirano in ljudi, ker uporni angeli vodijo uporne ljudi. Tukaj pride do strašnih bojev, velikih bojev. In zato mora cerkev odgovoriti sinhronizirano molitvijo. To je tretja razsežnost. Da, to je tretja Četrto razsežnost. pa še nismo omenila, ne? Četrto bom pa zdaj omenil. Hvala lepa, da smo malo povezali vse skupaj. No pa prosim lepo, katera je četrta razsežnost rožnega venca? Četrta razsežnost je pa tale. In sicer pravi sveti Avguštin v nekem govoru o mučencih: naše odrešenje v Kristusu je ponižnost Kristusa. Za nas ne bi bilo nobenega odrešenja, če se ne bi Kristus za nas ponižal.
Torej, to je zelo globoka misel svetega Avguština. Zdaj bi jaz to razvil in sicer nikjer drugje, kakor molitvi rožnega venca, nas Sveti Duh uvaja v neizmerno ponižnost Marijinega brezmadežnega srca in v neskončno ponižnost Jezusovega Božjega srca, v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in vednosti. Zato je ta molitev najbolj učinkovito sredstvo zoper napuh, zoper izobražen napuh, zoper filozofsko izobražen napuh in zoper teološko izobražen napuh. Kot zadnji udarec, četrta razsežnost v tem duhovnem boju, pravite, je to nasprotje napuha, ki je pa prvi izvirni greh duhovnega upora, torej ne bom služil ali sem enak Bogu. To so vse te 4 razsežnosti. Ali so še kakšne druge razsežnosti rožnega venca, ki so temeljne? Da, tukaj bi najprej omenil še glede napuha, moram še tole povedati, da napuh je najbolj tajno in nevarno orožje Satana, s katerim strmoglavlja nas kristjane kot nadvesoljske astronavte, kot nebeške astronavte, nadnaravne astronavte. In sicer v čem stoji ta skušnjava napuha? Skušnjava napuha obstoji v tem, da preložimo težišče iz neskončnega, večnega Boga na svoje zmožnosti, na svoje človeške zmožnosti. In s tem, ko preložimo težišče, se prevrnemo. Notranje se prevrnemo in pademo kot notranji ljudje pod raven zunanjega človeka in zunanjega vesolja, pod kozmični ekvator. Torej, obrnemo hrbet Bogu, ne? In to se dejansko zgodi v vsakem smrtnem grehu. Ko smrtno grešimo, preložimo težišče nase, torej in obrnemo hrbet Bogu in izgubimo večno življenje v Bogu, ne? To se zgodi v vsakem smrtnem grehu. Ampak lahko se zgodi tudi drugače, kar je bolj nevarno. In sicer, koliko recimo kristjani študirajo, vidimo, kristjani študirajo in večina izgubi vero, ko študira, ko recimo študira na neki fakulteti ali na nekih fakultetih. Večina izgubi vero. Zakaj? Večina izgubi vero zaradi tega, ker v času študija preloži težišče iz vere, iz duhovnega življenja, iz molitve, preloži težišče na študij, na razumski študij. In s tem se prevrne, torej izgubi vero, ne? Torej in pade zaradi napuha. To se lahko zgodi tudi pri študiju teologije ali tudi pri študiju Svetega pisma. In tukaj imamo klasično trditev apostola Pavla, da črka Svetega pisma ubija, duh pa oživlja. Kaj hoče s tem povedati apostol Pavel? Hoče povedati, da v njegovem času farizejem, tudi sam je bil farizej, so pri študiju Svetega pisma položili težišče, torej na študij črke Svetega pisma, na človeški študij, in so izgubili vero in črka jih je ubila, ker niso položili težišča na Svetega duha. Sveti duh je bil in je glavni avtor Svetega pisma. In Sveto pismo je dano, da nas vodi k Kristusu. In ko študiramo Sveto pismo, bi morali biti učljivi do Svetega duha, ker ne zadostuje znanstveni študij, ampak učljivi do Svetega duha, ki nas vodi na goro Kristusa, ki je središče Svetega pisma. In vse Sveto pismo je bilo dano zaradi Kristusa, da se vzpenjamo na goro Kristusa, ki je gora večnega odrečenja. Zdaj pa, če pri študiju Svetega pisma položimo težišče, neopazno lahko to položimo, težišče na razumski študij Svetega pisma, na znanstveni študij Svetega pisma, potem nas črka ubija, ker pademo, izgubimo Svetega duha, položimo težišče na svoje zmožnosti, obrnemo hrbet Bogu in izgubimo vero. Poglejte, tudi pri študiju Svetega pisma se lahko to zgodi, ne? Ja, seveda, zato pa
so teologi, ki so trdili tudi, da ni pekla, da ni bilo rojstva iz Svetega Duha, da so čudeži zgolj mit, in celo, da se poslovimo od hudega duha, kar seveda ni nauk cerkve od začetka. Kako torej potem mi nadaljujemo v tej pomembnosti rožnega venca, kje so še tisti temeljni poudarki molitve in duhovnega boja z Marijo, Gospodovo materjo, v tem duhovnem boju v svetu in tudi za ljudi. Da, tukaj bi omenil torej molitev svetega rožnega venca in 4 temeljni odrešenski stebri cerkve, torej stebri, na katerih se cerkev zida v vsakem stoletju. Najprej bi navedel svetega Gregorja Velikega, torej papeža, ki je umrl leta 604, ki pravi tole: skrivnost evangelija obstaja v tem edinem sinu očeta, ki se je utelesil in postal človek. Bil je križan, je umrl in bil pokopan. 3. dan je vstal, 40. dan se je povzpel v nebesa in sedi na očetovi desnici. Ne? Torej tukaj središčna skrivnost evangelija je po tem velikem cerkvenem očetu in učitelju ter papežu, je spočeti in rojeni Bog človek. Je križani, umrli, pokopani in vstali Bog človek. Je v nebesa povišani Bog človek. Torej v teh 3 oblikah središčne skrivnosti evangelija ali Kristusa se razodeva neskončna slava trojedinega Boga. In glejte, prvi 3 deli rožnega venca, ki so bili skozi vsa stoletja, so osredotočeni v te glavne skrivnosti evangelija. Torej protestanti nimajo prav. Se zelo motijo, ker glejte, rožni venec osredotoča v te 3 glavne skrivnosti, 3 glavne čudeže, torej evangelija in svetega pisma sploh. Ne? Gre za odrešenje Boga človeka tukaj na zemlji in njegovo odrešensko dejavnost oziroma dogodke njegovega življenja, ki so za nas odrešilni. Torej to je neka temelj cerkve. To ste poudaril. Potem, ker vidimo, da kar nizamo pomembnosti molitve rožnega venca v tem pogledu odrešenja in cerkve, so še kakšne druge vidiki ali temelji, katere rožni venec poudarja. Da, tukaj na tej črti svetega Gregorja Velikega je papež Pij XII. Rekel, da cerkev se zida v vsakem stoletju na 4 temeljnih odrešenskih stebrih, ki so čudež binkosti, čudež Božiča, potem čudež Kristusove velikonočne skrivnosti in čudež Gospodovega nebohoda. To so 4 temeljni stebri, na katerih se cerkev vedno zida v vsakem stoletju, in na prvem mestu je čudež binkosti, se pravi izlivanje Svetega Duha. Ta steber ima neko prednost. Zakaj ima neko prednost? Zaradi tega, ker v tem čudežu binkosti Sveti Duh udejanja ali aktualizira skrivnost rojstva Kristusa, njegovo velikonočno skrivnost in njegov nebohod. Zato so trije zadnji stebri odvisni vedno od prvega stebra. So vedno odvisni od čudeža binkosti. Torej naloga drugega Vatikanskega koncila je bila
tudi očistiti Cerkev vseh parazitskih človeških izročil in struktur, ki so se nabrale v zadnjih stoletjih ali v stoletjih novega veka, da bi nastopila, kot je rekel Janez 23. Evangelski adžurnamento, to se pravi evangelska prenovitev ali posodobitev Cerkve, in sicer na teh 4 stebrih, ker ti so v središču evangelija. Torej, Cerkev se je na drugem Vatikanskem koncilu prečistila, je izpostavila pomembnost teh 4 glavnih odrešenskih stebrov in je izgubila, kot je on rekel, torej, to je bil tudi cilj koncila, da izgubi madeže in gube, ki so se nabrale v novem veku in celo v drugem krščanskem tisočletju. Ampak zato so morali izstopiti ti 4 stebri, ki so jih dušile te parazitske strukture. Ne. Torej, te parazitske strukture, človeška izročila, parazitska človeška izročila, parazitske človeške strukture so zrasle v novem veku in so zadušile rast teh stebrov. In naloga drugega Vatikanskega koncila je bila očistiti Cerkev teh parazitskih struktur. Koncil je to izvršil, ampak po drugem Vatikanskem koncilu, zaradi parcialnih razlag drugega Vatikanskega koncila, so se ta parazitska človeška izročila, torej in strukture še bolj pomnožile. Zato, kot trdite, je pomembna molitev rožnega venca za odrešene ljudi, za spremembo v cerkvi, in je ta duhovni vidik cerkve je vsekakor prvi in ne študijski, znanstveni. To je absolutni temelj. Pa kljub temu, da smo doživeli nekakšen odpad po drugem Vatikanskem koncilu, verjetno tudi ne zaradi koncila samega, ampak kot duhovni trend v svetu, pa še vedno vztrajamo v molitvi rožnega venca. Cerkev jo zelo ceni, duhovniki morajo moliti rožni venec in brevir, se pravi psalme. Pa včasih je bilo tudi, da morajo kleriki premišljevati, torej premišljevalno molitev. Ampak tu je tudi molitev rožnega venca. Zakaj še vedno vztrajamo v molitvi rožnega venca? Da, vztrajamo zato, ker nikjer drugje, kakor v molitvi rožnega venca, se izliva Sveti Duh, ki zida Cerkev v Jezusovem Božjem srcu in v Marijinem brezmadežnem srcu na 4 temeljnih odrešenskih stebrih. Ker on to aktualizira, ne moremo mi tega aktualizirati. On aktualizira te 4 odrešenske stebre in zato potem Cerkev raste na temeljnih odrešenskih stebrih. Torej in premaguje te parazitske človeške strukture, se osredotoča na to, kar je bistveno. Zato po drugem Vatikanskem koncilu tisti, ki so vztrajno molili Sveti rožni venec, torej so zidali Cerkev na teh 4 temeljnih odrešenskih stebrih, so bistveno sodelovali s Svetim Duhom in niso podlegli ali se niso bavili in ukvarjali s parazitskimi človeškimi izročili in s parazitskimi človeškimi strukturami, ki so ravno dušile molitev in še posebno molitev rožnega venca. In uspeha, kot vidite, ni bilo nobenega, ampak se je odpad še bolj nadaljeval. Torej, cilj molitve rožnega venca, te ponižne, preproste molitve, je združiti vse v Kristusu kot neke vrste končno zmago Božjega kraljevanja v srcih ljudi in da ta majhna molitev, ki je preprosta, na nek način povzema vse te temelje cerkve, temelje nauka, različne razsežnosti, ki so centralne. Kam nas bo pripeljala duhovna, resnična molitev rožnega venca, torej kakšen je konec te zmage? Da, tukaj bi omenil
šesto razsežnost molitve rožnega venca, in sicer, da je globalizacijska molitev. Namreč nikjer drugje, kakor molitvi svetega rožnega venca, Sveti Duh globoko povezuje odrešensko pot Kristusa in pot Božje Matere v skrivnosti odrešenja. Zato je rožni venec globalizacijska molitev, ki je osredotočena ki povzema 4 evangelije in se osredotoča v skrivnost presvete Trojice. Imamo 4 krat 3 je 12, to se pravi, molitev rožnega venca zbira 12 rodov novega Božjega Izraela. Gre tukaj za čudoviti proces globalizacije, ker se sinhroniziramo v Marijinem brezmadežnem srcu in Jezusovem Božjem srcu, postajamo urejena vojska 12 rodov novega Božjega Izraela in premagujemo, kar je stalna nevarnost, premagujemo sredobežni pluralizem, ne? Ker ta sredobežni pluralizem vedno ogroža to potujoče Božje ljudstvo, ne vedno, saj vidimo v zgodovini. In vedno se moramo bojevati proti sredobežnemu pluralizmu. In kakšen sredobežni pluralizem je nastopil po drugem Vatikanskem koncilu, kjer je bila opuščena ta globalizacijska molitev svetega rožnega venca. Niso mogli več premagati sredobežnih sil, ne? Ker je Bog tako uredil, da brez Marije, ki je mati v redu milosti, ne moremo premagati sredobežnih sil. Molitev rožnega venca nas zbira v centru odrešenja in centru poslanstva cerkve in zato je prva fronta tega duhovnega boja, kakor vi trdite. In je to potem celotna zgodba, o kateri danes govorimo, o teh razsežnosti rožnega venca. Je to zdaj vse? Torej, ni vse, še veliko razsežnosti, ampak jaz bom omenil, da tisti, ki so molili po drugem Vatikanskem koncilu sveti rožni venec v Binkošni dvorani, so premagali ta sredobežni pluralizem, ki je nastal s parcialnimi, se pravi z delnimi razlagami drugega Vatikanskega koncila in povzročil to tako imenovano silno prometno zmešnjavo potujočega katoliškega ljudstva in izgubo orientacije. Tisti, ki so molili rožni venec, so to premagali. Zdaj bi omenil 7. razsežnost molitve rožnega venca, da kakor nikjer drugje se tukaj izkazuje, da je Marija najbolj kristocentrična oseba. Ona je med vsemi ustvarjenimi osebami najbolj kristocentrična, ker je mati Kristusa, to je razumljivo. Če je mati Kristusa, je najbolj povezana z njim, je najbolj osredotočena vanj in tudi deluje najbolj kristocentrično. Torej zato molitev rožnega venca po Marijinem brezmadežnem srcu najbolj osredotoča molivce v skrivnost človeka Boga in po njem v presveto Trojico. In tukaj odkrijemo s presenečenjem, da ravno ta molitev je bila dana iz nebes, predvsem za novi vek, ker novi vek je nastal oziroma ima temelj in skozi stoletja se je ta temelj poglabljal, kult lažnega človeka Boga in kult lažnega trojedinega Boga. In zdaj tukaj odkrijemo, da kot učinkovito zdravilo zoper ta kult lažnega človeka Boga je bila dana molitev rožnega venca, ki nas vedno osredotoča v pravega človeka Boga. In zoper kult lažnega trojedinega Boga je bila dana molitev rožnega venca, ki nas po Marijinem brezmadežnem srcu in Jezusovem Božjem srcu vedno osredotoča v trojedinega Boga. Poglejte, kako preprosta in čudovita molitev je bila dana skozi stoletja zoper ta kult, s katerim je zrastel novi vek, in tisti, ki so skozi stoletja molili sveti rožni venec,
niso podlegli temu kultu lažnega človeka Boga in lažnega trojedinega Boga. Omenili ste v tej razsežnosti in v tej situaciji sveta kristocentričnost molitve rožnega venca, kar nam ravno očitajo, da je toliko klicev k Mariji in samo potem en Oče naš na desetko, pa ni direktnega obračanja k Jezusu, da ni kristocentrično, ampak so pa potem te skrivnosti Jezusovega življenja in tudi, da je Marija najbolj kristocentrična, kar je ona dejansko rekla tudi: vse, kar vam poreče, storite, in je bila na vseh mestih Jezusovega odrešenja, pa na vseh pomembnih mestih kot žena in kot del načrta odrešenja, tudi na vseh pomembnih svetega pisma in krščanskega izročila. Ali zaključujemo s tem mesto Marije v tem duhovnem boju in molitev rožnega venca kot prva fronta? Kaj nam priporočate v tej fronti, v tej duhovni bitki? Koliko in kako naj molimo rožni venec? Da, vztrajati moramo v molitvi, torej vsakodnevni molitvi rožnega venca, ker vidimo, kakšne, nisem vseh omenil, ampak so še druge razsežnosti, ker vidimo, kakšne globoke razsežnosti ima ta molitev rožnega venca, ki je najbolj preprosta in najbolj kristocentrična in globalizacijska in vse drugo, kar sem omenjal. Tukaj bi omenil to, da ta očitek, ki ga navajajo, češ, da Marija je ovira na poti k Kristusu, to je popolnoma zgrešeno, ker drugi Vatikanski koncil uči v tej dogmatični konstituciji o cerkvi v 8. poglavju, da Marija ni ovira, ampak da nam olajša pristop k Kristusu. Ona nam olajša, ker je mati in nam izprosi Svetega Duha, da lahko sploh pridemo k Kristusu. Zato so papeži 20. stoletja poudarjali in tudi Janez 23., ki je duhovni oče drugega Vatikanskega koncila, so poudarjali ta znani rek po Mariji k Jezusu. Ne? In to velja zato, ker je mati v redu milosti in brez nje nobeden ne pride k Kristusu, ker je Kristus prišel po Mariji k nam in vedno prihaja k njam po Mariji v Svetem Duhu. Zato je mati v redu milosti, kakor uči drugi Vatikanski koncil. Pač pa bi omenil še 8. razsežnost za konec te molitve rožnega venca, da molivci rožnega venca v veličastnem templju brezmadežnega srca Božje Matere skupaj z njo se slavimo, se zahvaljujemo in poveličujemo Kristusa in presveto Trojico in se radujemo v njej. In tako tudi skupaj z njo zadoščujemo za svoje grehe, za grehe cerkve in vsega človeštva. In tukaj bi omenil papeža Leona XIII., ki piše v tej okrožnici o rožnem vencu leta 1892. Za poravnavanje žalitev Božjega veličastva in za ozdravljanje trpečih je najboljše sredstvo, po katerem pobožna in vztrajna molitev, če je povezana s prizadevanjem za dejavno krščansko življenje. Sodimo, da se oboje najbolj uresničuje z marijanskim rožnim vencem. Torej, to piše ta papež rožnega venca v tej okrožnici Velika Božja mati leta 1892. Nekako smo zaokrožili današnjo oddajo o pomembnosti, o razsežnostih, o temeljih cerkve, ki so povezani z rožnim vencem, in je, kot je oddaja pokazala, rožni venec res pravi dar Svetega Duha za nas kristjane in za cerkev. Naj bi, kot pravite, čim več molili
rožni venec in čim bolj kvalitetno, torej s srcem in dušo, da bo to resnična molitev po priprošnji Device Marije, naše matere, kakor na križu pravi Jezus svojim ljubljenemu učencu: glej, tvoja mati. Gospod profesor, hvala vam za to razlago iz cerkvenih očetov, iz začetka molitve rožnega venca, potem preko svetega Dominika do papežev vloge in razlagi vloge rožnega venca. In mislim, da sedaj, ko smo to poslušali, da bi imeli greh, če ne bi resno molili tudi rožni venec v tej težki situaciji cerkve, ki se sedaj v tem trenutku nahaja. Hvala lepa, Bog povrni, kot pravijo naši dragi verni. In hvala vam in upamo, da nadaljujemo to temo, duhovna bitka oziroma prva frontna linija je molitev in rožni venec. Da, hvala lepa tudi vam in vsem gledalcem in poslušalcem. Naj nam presveta Božja Mati izprosi, da bomo radi in vztrajno molili sveti rožni venec in tako dosegli zmago za večno življenje. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj. Amen. Spoštovani in dragi v Gospodu, to je bil dr. Ivan Pojavnik. Molitev je prva fronta in molitev in razsežnosti in pomembnost molitve rožnega venca. Vse dobro in Božji mir naj vas spremlja.